Lepo pozdravljeni. Poslanke in poslanci so v četrtek v Državnem zboru izvolili vladno ekipo, ki jo je predlagal predsednik vlade Marjan Šarec. Večina ministrov in ministric je včeraj prevzela posle, mi pa vam posredujemo nekaj utrinkov četrtkovega dne. Šarčevo vlado sestavlja 16 ministrov in ministric, prihajajo iz 5 parlamentarnih strank, Liste Marjana Šarca, Stranke modernega centra, Socialnih demokratov, Desusa in Stranke Alenke Bratušek. Vlado smo sestavili zato, ker nam je mar za to državo, ker vemo, kakšni so problemi, ker vemo, da so pred nami tudi rešitve. In te bo treba udejanjiti hitro, kajti opozicija je že ob imenovanju nove vlade streljala iz vseh topov. Potem mislim, da bomo imeli vsi Slovenci in Slovenke ogromno problemov biti konkretno zraven in slediti tej zmešani politiki. Bojim pa se, da je toliko starih kadrov noter ali pa s starimi kadri povezanih novih kadrov, da iz te moke ne bo lih kruha. Koalicijski poslanci pa v bran vladi, rešitve imamo. Cilji so jasni, odgovornost je pač po volilnem rezultatu potrebno prevzeti, mi smo jo prevzeli. Da dela v prid državljankam in državljanov, da sprejema modre odločitve in da je na koncu uspešna. To je naloga vsake vlade. Nova vlada bo morala nemudoma zagristi v nekaj vročih kostanjev, rešitev kaotičnega stanja v zdravstvu, pogajanje z javnim sektorjem in reševanje nastalega spora s predstavniki gospodarstva. Gospodarstvo mora ostati optimistično. A za ohranjanje optimizma bodo morali člani vlade in zunajvladna partnerica Levica velikokrat poenotiti stališča. To bo zelo naporno vladanje, sem prepričan. Pa vendar verjamem, da je možno tudi na ta način delati dobro za Slovenijo. Vse, kar bo v smeri zmanjšanja teh enormnih razlik med revnimi in bogatimi, to bo ta korektiv, ki ga bo dala Levica. Koliko bodo pri tem uspešni, pa naj bi bilo jasno že kmalu. Občina Brežice ima skoraj 70 km meje s Hrvaško. Ker se je v zadnjem letu opazno povečalo število prebežnikov, vodstvo občine zanimajo ukrepi, ki jih v zvezi z migrantsko problematiko načrtuje država. Na pobudo župana Ivana Molana je potekal sestanek z vladnim uradom za oskrbo in integracijo migrantov, ki je zadolžen za vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov. Navodilo, kdaj in kje ob meji se tak center vzpostavi, izda Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi ocene policije. V brežiški občini bi to bilo na mejnem prehodu v Brežje in ne pri Rigoncah ali v Dobovi, kjer je tak center že bil. Načrtovan je manjši center za okrog 300 oseb z omejenim gibanjem. Hkrati pa postane to neke vrste usmerjen in nadzorovan prihod migrantov v našo državo in seveda pomeni, da je to neke oblike začasne oblike in nudenje začetne, osnovne oskrbe, sprejema in oskrbe teh migrantov, ki pridejo v sprejemno-registracijski center. Če ne bo jasno začrtane skupne evropske politike, bo pri večjem pritisku migrantov težko to izvesti, je skeptičen brežiški župan. Kolikor spet ne bi prišlo do nekega dogovora s Hrvaško, da bi jih praktično sistematično ali spuščali prek ali pa celo vozili, kot so jih včasih z vlaki in pa z avtobusi. Za krajane obmejnih vasi je pomembno, da predviden tip registracijskega centra zagotavlja varnost. Ti migranti se ne smejo prosto gibati po občini Brežice, prav tako tudi v stanovanja, ki so bile predvidene za azilante, naj ne bi se uporabljale, kajti dejansko v občini Brežice, glede na to, da smo turistična občina, da smo obmejna in že tako imamo preveč ilegalnih prehodov, si ne moramo privoščiti še nekih stalnih naselb migrantov, ki bi se dejansko prosto gibali po naši občini. Brežičani še niso pozabili migrantskega vala, ko se je dnevno v tamkajšnje sprejemne centre pripeljalo tudi do 12 000 prebežnikov, zato jih zanima usmeritev države glede migrantske problematike. V Novem mestu so predstavili natečajno rešitev za most na novi 4-pasovni cesti ter vzporedni most za pešce in kolesarje čez Krko na prvi in drugi etapi trase 3. razvojne osi od priključka na avtocesto pri Novem mestu do priključka Osredek. Na razpis za izdelavo natečajne rešitve za most čez Krko na novi 4-pasovni cesti in vzporedno brv za pešce in kolesarje v Ločni so prispeli 3 predlogi. Komisijo je najbolj prepričala rešitev projektantskih podjetij Ponting iz Maribora in Pippenbacher inženirji iz Slovenske Bistrice. Čeprav je avtocestni most bo izgledal zelo lahkotno,
Ob tem mostu bo še brv. Ta brv bo imela razpon 135 metrov, debeline samo 40 cm, ena zelo taka sodobna high-tech konstrukcija. Pri načrtovanju mostov so se izognili posegu v Krko. Danes so tehnologije, mi v bistvu gremo za 135-140 metrov preko Krke, ne motimo narave, ne motimo bregov, gremo preko in enako naredimo tudi za peš mostom. Dars je po zaključenem natečaju že sklenil pogodbo z avtorjem prvonagrajene rešitve. Po besedah prvega moža družbe je cilj do konca leta ali najpozneje v začetku prihodnjega pridobiti gradbeno dovoljenje za 5,5 km nove štiripasovnice, katere sestavni del sta tudi mostova. Na to pa že v prvi polovici prihodnega leta objavimo razpis za gradnjo. To pomeni javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo 5,5 km štiripasovne hitre ceste od priključka Novo mesto vzhod na avtocesti A2 do priključka Osredek. Naložba za ta del hitre ceste je ocenjena na 110 milijonov evrov brez DDV. Drugi del od priključka Osredek do priključka Maline, dolg 12,4 km, pa je po navedbah Vidica zahtevnejši zalogaj. Gradbeno-tehnični elaborat je že izdelan. Najprej bo treba sprejeti odločitev, ali bo tudi v nadaljevanju štiripasovna hitra cesta ali pa bo mogoče tako imenovana polovična hitra cesta oziroma fazna gradnja. Predvsem je tukaj seveda zahteven predor pod Gorjanci. Groba ocena vrednosti drugega dela je približno 300 milijonov evrov brez davka. Kolesarjenje je v zadnjem obdobju pri nas v razcvetu. Tudi na državnih cestah dnevno srečujemo vedno več kolesarjev. To velja tudi za izredno obremenjeno in prometno nevarno cesto od Škofljice do Kočevja. To je bil tudi eden od razlogov, da so se na pobudo velikolaškega župana Antona Zakrajška župani občin Škofljica, Velike Lašče, Ribnica in Kočevje odločili, da združijo moči in skupaj z državo poiščejo način za izgradnjo varnih in funkcionalnih kolesarskih poti med občinami. Dolgo bi bila tam okoli 60 km. Seveda, projektanti pa bi strasirali tako pot, ki bi bila tudi najbolj enostavna in pa tudi mogoče ekonomsko najlažje uresničljiva. Idejna zasnova in podpisan dogovor med 4 župani je osnova za pripravo izhodiščnega dokumenta umestitve tras državnih in občinskih kolesarskih povezav v prostor na območju omenjenih občin. Dela naj bi stekla relativno hitro. Da bi mogoče v naslednjem letu sprojektirali, potem pa šli v odkupe zemljišč, če bi to leta potekala po privatni lastnini. In v letu 2020 začeli z gradnjo prvih kilometrov, še dodaja župan. Kolesarska infrastruktura je zgolj približno tretjino celotnega projekta. 2/3 je pa na lokalni skupnosti, na regijah, na turizmu, na naravi, na okolju in to je predpogoj. In prav s takšnimi dogovori si želijo to tudi doseči. Od projekta se veliko obetajo tudi v ribniški občini. Upam, da bodo ljudje doumeli, da je to dobro za njih, ne? In seveda za naše zanamce in bodo tudi ta projekt tako razumeli in ga seveda tudi sprejeli za svojega. V kočevski občini so že zdaj najdlje pri zagotavljanju varnih kolesarskih poti, saj pri njih na delu načrtovane trase gradnja že poteka. Skupni izmer je približno 12 km, celoten projekt je vreden 3 milijone evrov, zaključil se bo prihodnje leto, oktobra 2019. Kolesarski turizem je v porastu. Skrajni čas je, da se tudi Slovenija priključi ostalim evropskim državam, ki so že zdavnaj spoznale pomen kolesarskega turizma. Še izpostavljajo podpisniki dogovora. Čeprav so se malčki v nove prostore vrtca Čebelica Šentjerne preselili že konec junija, niso nič manj navdušeno dočakali uradnega odprtja pomembne pridobitve v kraju. Z njimi so se veselili tako starši, dedki in babice, kot zaposleni v vrtcu in občinski upravi na čelu z županom Radkom Luzarjem. Ta je nov vrtec izpostavil že v predvolilnem programu pred 4 leti, za uspešno izvedeno naložbo pa mu je, prav tako njegovim sodelavcem in vodstvu vrtca, čestital tudi predsednik države Borut Pahor. Množica ljudi, ki je težko pričakovala nov vrtec, se je zaradi dežja gnetla v notranjih prostorih, a ob ogledu prisrčnih nastopov otrok.
Starši in stari starši so nad novimi prostori navdušeni. Kaj vam je najbolj všeč? Prostornost, nove igrače, terase od zunaj, to se mi zdi super, da so lahko otroci hkrati zunaj in noter. Je to zelo velika pridobitev za Šentjerne in za naše malčke, ki se tukaj učijo prve korake življenja. Predsednik Pahor je otrokom sporočil, da je njihova edina dolžnost v vrtcu, da se imajo lepo in uživajo otroštvo. Staršem, da lahko zaupajo čudovitim vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki skrbijo zanje. Mislim, da si zaslužijo velik aplavz za vse, kar dobrega naredijo za naše otroke. Pahor je ob tej priložnosti županu tako zaradi izgradnje vrtca kot vsega, kar je v 4 letih postoril s svojimi sodelavci, predvsem pa, ker je deloval povezovalno, izročil zastavo naše države. Ta vrtec smo res potrebovali, želje je več kot 10 let stara in to je darilo in oddolžitev našim staršem otrokom, da imamo nov vrtec, ker si to zaslužijo. Vrtec 1 ima 10 oddelkov, v katerih je 190 otrok. Tukaj so hodniki široki, prostorni, igralnice so za 10 kvadratov večje kot v starem vrtcu. To se pozna, lahko otroke razporedimo v kotičke, da se igrajo. Vsaka igralnica ima neposreden prehod v sanitarije. Vzgojiteljice z dolgim stažem kar težko verjamejo, da so dočakale boljše pogoje dela. Jaz sem rekla včasih na WC, kadar smo šli, takrat smo imeli samo enega za vse osebje v celem vrtcu. Tako pa zdaj imamo WC-jev dovolj, telovadnico, večnamenski prostor, recimo zbornico. Otroci so zelo zadovoljni, seveda, veliko novih igrač je tudi tukaj, kar je za njih najpomembnejše, drugače se pa v redu počutijo. Tako kot so se tudi na zabavi s čuki. Naložba, ki poleg vrtca 1 obsega vrtec 2, tega naj bi dokončali do konca oktobra, je vredna dobre 3,7 milijona evrov. Občina pa je pridobila 30% iz ekosklada. Z novim 18-oddelčnim vrtcem rešujejo otroško varstvo, saj so zaradi prostorske stiske delovali na 7 lokacijah. Po izgradnji vrtca 2 bodo lahko sprejeli 350 otrok. V Mladinskem centru Bit Črnomelj, znanem po uspešnih prijavah na evropske razpise, so se pred 2 letoma odločili, da se podajo na pot socialnega podjetništva. V dogovoru s tamkajšnjo občino so se na podjetniški način lotili tudi vzpostavitve turistično-izobraževalnega centra v prostorih nekdanjega dijaškega doma. Pripravili so projekt in se prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo. Mi smo pridobili sredstva za start-up subvencijo za socialno podjetništvo in smo zdaj tukaj v 2 letih, zdaj ravno kar zaključujemo ta projekt, smo nekako spostavili turistično-izobraževalni center. Namenjen organiziranim skupinam, ki lahko najamejo prostore za svoje lastne izobraževalne projekte. Čeprav z urejanjem centra še niso v celoti končali, so v letošnjem letu že gostili kar nekaj takšnih skupin. Smo tudi v občini Črnomelj po turistični taksi v prvem polletju na 3. mestu. Imajo pa tudi zelo dobre obete za drugo polovico leta. Mi smo jih obiskali ravno v času, ko so se pripravljali na prihod organizacije iz Bruslja, ki je za kar 2 tedna zakupila njihove prostore. Potem imamo napovedane še 2 slovenski skupini, ena organizacija iz Sarajeva je zakupila tukaj prostor za 1 teden in potem imamo še en lasten projekt, tako da smo zdaj že do novega leta brez kakšne res marketinške akcije, ampak s promocijo od ust do ust smo tukaj zapolnjeni 8 tednov. Poleg ustreznih prostorov tujce najbolj pritegne lepa narava, pa tudi dejstvo, da je Črnomelj mirno in varno mesto. Če poletje jih odpeljemo na Kolpo, po zimi in pokažemo, po zimi je pokrajina, hvala Bogu, pri nas bela in pokažemo tudi ta čar Črnomlja, tako da mislim, da predvsem tujce pritegne ta naša neokrnjena narava in mir seveda. Pritegne pa jih tudi pokrita terasa na vrhu nekdanjega dijaškega doma, nekdaj namenjena stari krami, ki so jo preuredili s prostovoljnim delom. In jim ta prostor, ki sicer mogoče vizualno ni tako privlačen, ampak je za takšne
projekt je velika dodana vrednost. Poleg lepega razgleda namreč omogoča izobraževanje in druženje v odprtem prostoru. Ivančna Gorica bo najpozneje v 3 letih dobila težko pričakovano kulturno-upravno središče z novima dvorano in knjižnico. Na natečaju so že izbrali novo podobo objekta, gradnjo pa bi lahko začeli prihodnje leto. Star in dotrajan kulturni dom nameravajo porušiti in na istem mestu zgraditi novo kulturno-upravno središče, ki bo imelo tako podobo. Na natečaj za arhitekturno zasnovo objekta je prispelo 13 projektov. Posebna komisija je izbrala najboljšega. V novem kulturno-upravnem centru bodo dobili prostore sodobna knjižnica, sodobna kulturna dvorana in pa upravni prostori, namreč občinska uprava deluje v zelo skromnih prostorih. Po besedah avtorja izbranega projekta so želeli, da bi bilo novo kulturno-upravno središče prepoznavni znak Ivančne Gorice. Smo celoten projekt zasnovali kot neko zelo močno strukturo v smislu prostorskega znaka. In ta prostorski znak bo začel s časoma urejati vse te anomalije, ki se dogajajo v prostoru, kot tudi vse te kasnejše projekte, ki se bojo pa podrejali našemu projektu. Zaradi teh 3 kock, ki pa prihajajo ven iz tega in ki so v bistvu po oblikovanju popolnoma enake, oziroma so si podobne, mi dobimo znak, temu rečemo kot znak v prostoru, ki bo kasneje postala identiteta tega kraja. Ta kulturni dom sicer je v redu za nastopati, ampak za glasbene potrebe bi pa rabili nekaj novejšega pa boljšega. No. Tako da sem kar vesela, da se bo zgodil kakšna novost na področju tudi kulture, ne samo na drugih področjih. Če bo to uspelo v Ivančni Gorici, bomo zelo veseli, ker kulturni center pa dejansko rabimo. Ta dvorana nam res ni v ponos. Župan pričakuje, da bodo še letos dobili gradbeno dovoljenje, gradnjo pa začeli prihodnje leto. Trajala naj bi približno 3 leta. Vrednost objekta, del njega bo tudi podzemna garaža, je ocenjena na 8 milijonov evrov. V nadaljevanju novic tedna več o izboljšani skrbi za starostnike na domu, obletnici Gubčeve brigade in oglarske kopi na Gorjancih. Center za socialno delo Krško s partnerji vzpostavlja pilotni projekt povezane oskrbe za starejše, ki bo nadgradil storitev pomoč na domu. Ovrednoten je na 1,7 milijona evrov in predvideva do 15 novih zaposlitev. Trajal bo 2 leti, a nosilci projekta želijo, da bi postal trajen. 80% denarja zagotavlja Evropski socialni sklad 20 država. Nov model povečuje uporabnikom na domu obseg storitev. Prinaša pomemben nov spekter storitev za ohranjanje samostojnosti, tudi možnost e-storitev oziroma storitev e-oskrbe. Prinaša nam univerzalno ocenjevalno orodje, ki pomeni, da bodo vsi potencialni kandidati za dolgotrajno oskrbo ocenjeni po enotnem modelu in dostopali do primerljivih pravic za primerljive potrebe. To bo celostna oskrba na domu s storitvami, ki jih zdaj ni. To je, fizioterapija, delovna terapija, kineziolog, ki jih bo v bistvu tudi malo podprl v tem, kako in na kakšen način oskrbovati. Socialno delo, ki bo v bistvu malo boljše podprlo ljudi psihosocialno. Zdravstveni tehniki, ki bodo zdaj v bistvu lahko počeli tisto, kar do zdaj nobeden ne more in ne sme. V tej oskrbi še naprej ostaja tudi patronažna služba. V občini je letno okrog 200 oseb deležnih pomoči na domu in večina jih bo vključenih v pilotni projekt. V preizkusnem obdobju uporabnike to ne bo finančno dodatno bremenilo. Vzpostavljena bo vstopna točka, kjer bodo lahko naši občani pridobili vse informacije o dodatni oskrbi in o vseh možnih storitvah, ki jih ostarela oseba v okolju potrebuje. Vzpostavil se bo tudi tim za ohranjanje dolgotrajne oskrbe. Potrebno usklajevanje dejavnosti v pilotnem projektu bo potekalo v novem objektu na lokaciji stare železnine. Občina kot partner v projektu za začetek nima finančnih obveznosti. Se bodo prvi rezultati oziroma ko se bodo izsledki tega pilotnega projekta, potem vključena občina, da bo dejansko tiste dobre primere potem tudi v realnost naprej financirala. Partnerji projekta povezane oskrbe starejši imenovanega Most so še Krška doma starejših občanov in zdravstveni dom, Varstveno-delovni center Leskovec in Brežiška bolnišnica.
4. septembra 1942 je bila na Trebevnem ustanovljena Gubčeva brigada. Ta pomemben mejnik v zgodovini slovenskega naroda so s položitvijo venca pri spomeniku in slovesnostjo pri Lovskem domu obeležili tudi tokrat. Obeležili so 76. obletnico ustanovitve Gubčeve brigade, 75. obletnico ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade in 77. obletnico ustanovitve Mokronoške čete. Pomen Gubčeve brigade in njena ustanovitev je zelo velik v tem smislu in zato, ker se je borila po številnih krajih te ožjega slovenskega prostora. Dosegala zmage za zmago. Vselej se zdi, da se borimo isto bitko, namreč takrat so se borile ideologije med seboj. Danes, 76 let potem, se ustvarja občutek, da smo predvsem me generacije tiste, ki moramo opozarjati na napake, ki smo jih počeli v preteklosti. Gubčeva brigada je bila ena prvih organiziranih brigad na Slovenskem in v začetku septembra 1942 se je prvič pokazalo, kako močna je pravzaprav partizanska vojska. Saj je bila dan pred njeno ustanovitvijo na Trebelnem parada, ki se je udeležilo 840 partizanov iz vse Slovenije. Nekaj od tega, kar je bilo doseženo, zagotovo še živi. Predvsem pa je vrednota to, da smo danes samostojni, s čimer je pripomogla ali pa svoje korenine in svoje začetke pustila narodno-osvobodilna vojna. Vrednote narodno-osvobodilnega boja so med mnogimi danes še kako žive. Občutek je, da se ponovno dvigajo določene ideologije v Evropi in po svetu in temu se moramo tudi s pričo spoštovanja do preteklosti in žrtev, ki so bile povzročene, spominjati s ponosom in opozarjati ljudi na vrednote, ki so nas gradile ne samo kot državo, ampak kot kontinent in družbo nasploh. Ob tej priložnosti so podelili priznanja. Prejel ga je tudi župan Maver. V straži so sklenili 10-dnevno straško jesen. 32. prireditev po vrsti je vnovič postregla s pestrim dogajanjem, koncerti, tekmovanji, predavanji, razstavami, v nedeljo pa doživela vrhunec s povorko skozi središče kraja. Tokrat je potekala v znamenju dedkovih zgodb. V ospredju predstavitve vasi na vozovih je bil lik dedka. Med drugim smo opazovali izdelavo hiške na drevesu. Otroci bodo videli, kako se je včasih igralo, da ni tako, kot je zdaj, ki imajo telefone pa televizorje. To se je včasih v naravi bilo bolj. Straška jesen vselej obuja ljudske običaje in navade. Predstavljamo otroške igre iz moje mladosti. To so otroci imajo lesene pištole, ker smo se od nekdaj radi streljali in podili, imajo loke, dekleta pa imajo igrce z špago pa z volno. Vaščani vrha pri Ljubnu so sabo pripeljali kozico, saj so zgodbo povezali s pastirci. V starih cajtih so bili otroci bosi, jedli so žgance, mleko, pasli so jih. Lepo je spomniti na te čase, poudarja Pavel Vidic iz Turističnega društva Straža, ki prireja straško jesen ob pomoči občine. Tokrat so bile v ospredju dedkove zgodbe. Kakšno besedo je imel včasih v družini dedek, se ga je spoštovalo in tudi nauki od njega so bili vedno dobrodošli. K sodelovanju povabijo vaščane vseh 13 vasi. Letos se jih je odzvalo manj, predvsem zaradi trgatve. Samo straško jesen seveda organizira kot glavni organizator turistično društvo, lahko pa rečem, da pri organizaciji tega dogodka oziroma teh dogodkov pomagajo veliko število društv in pa tudi ostalih, ki niso člani. Vsekakor tako Krštinc dolgoletna tradicija straške jeseni potrjuje, da jo občani podpirajo. Pred 15 leti je v neposredni bližini priljubljene izletniške točke Miklavžu na Gorjancih zagorela prva oglarska kopa. Ohranjanju tradicije so v 40-članskem društvu Gorjanske Košenice ostali zvesti tudi letos. Prižig kope velikanke s kar 120 kubičnimi metri leskovih drv pa je bil še posebej slovesen. Prav na Miklavžu so namreč ustanovili Vseslovensko društvo oglarjev. Po dolgoletni tradiciji, ki jo spoštujejo oglarji iz domala vseh koncev Slovenije, je čas prižiga kope velikanke o pomoči predsednika domačega društva Gorjanske Košenice Janeza Bratkoviča pripadla ženski roki. Je posebna čast, seveda. Posebna čast ob, bom rekla, jubilejnem 15. prižigu oglarske kope pri Miklavžu na Gorjancih.
14-dnevno kuhanje oglja, ki v skrbno pripravljeni kopi poteka pri temperaturi 280 stopinj, zahteva stalno dežurstvo in tudi tu bo nežnejši spol z veseljem priskočil na pomoč. Seveda, tudi moja roka bo vsak kakšen dan tukaj pomagala. Dežura se od 6 zvečer do 6 drugega dneva večer. Pri kopi pa pri dežurstvu pa dela tako nekaj velik dela, mogoče vsake 4-5 ur, urco 2, treba jo zbiti. Treba jo malo popraviti. Članom in članicam društva Gorjanske košenice na Miklavžu gotovo ne bo dolgčas. Kuhanje oglja se namreč z zanimanjem ogledajo številni pohodniki, pogosti so tudi množični obiski otrok z dolenjskih šol. Letos si obetajo približno 8 ton oglja. Veliko oglja mi razdamo, polovica sigurno ga razdamo prijateljem, sponzorjem. Tako, drugo polovičko ga pa pač pokasiramo, vse imamo tukaj gor na Miklavžu oglje. Kdor pride, če pride, ga lahko vrečo dobi 2. V letošnji oglarski kopi je izključno leska. Najboljši les za kuhanje oglja so pridobili ob čiščenju gorjanskih košenic. Za njihovo ohranjanje si v društvu prizadevajo vse od ustanovitve. Zelo pomembno je zaradi biotske raznovrstnosti, zaradi ohranjanja številnih rastlinskih in živalskih vrst. In če to krajino zanemarimo, zapustimo, potem bo tukaj čez 20-30 let grmovje in potem seveda bodo svoje domovanje izgubile številne rastline, ki danes najdejo tukaj svoj prostor. V Sloveniji lahko vsako leto oglarske kope občudujemo na več kot 20 mestih, nad kuhanjem oglja pa bdi skoraj 100 oglarjev. Mnogi med njimi so se udeležili uradne ustanovitve Društva oglarjev Slovenije. Smatramo, da oglarjenje je tisto, ki bo lahko povezalo še bolj ljudi, dalo neko novo noto razvoju podeželja, tako v turistične namene, kot v samo dopolnilno dejavnost, saj slovensko oglje ni problem prodati nikoli in mislim, da bo tako tudi v bodoče. Prehodni kipec srečanj slovenskih oglarjev, ki so ga dobili v oskrbo za leto dni, bodo v društvu Gorjanske košenice naslednje leto predali oglarjem iz Logarske doline. Toliko smo vam pripravili v tokratnem tedenskem pregledu. Hvala, da ste bili z nami. Ostanite še naprej v družbi vašega kanala in preživite prijeten večer.